Pes je izgubil zmožnost, da skrbi sam za sebe. Saj so vzrejeni za krotkost in prijaznost in tako so izgubili možnost, da skrbijo sami za sebe. Zadnjih 10-15 let so znanstveniki končno začeli raziskovati psa. Naši bratranci, šimpanze in gorile, ne prepoznajo očesnega namena. To je, ko mi pokažemo smer z očmi, kje da je kaj. Tudi psi pa razumejo ta očesni namen. Neki poizkus je pokazal, da se ob božanju tako v človeku in psu sprošča hormon sreče. Nekje na Češkem so izvedli poizkus, kjer so posneli zvoke psov v različnih situacijah. In potem so te posnetke predvajali ljudem in jih poprosili, da naj uganejo, kaj pes sporoča. Ljudje so brez težav ugotovili, ali je pes vesel, žalosten, boječ, agresiven. Tudi najbolj zanimiv poizkus je ta, ker so psu postavili hrano izza ograje in vse, kar je pes moral narediti, da pride do hrane, je, da stopi malo nižje navzdol ob ograji, kjer so bila odprta vrata in se sprehodi ob ograji nazaj do sklede. Pes tega ni naredil. Stal je tam ob ograji, lajal in tacal. Volki in ostale živali nimajo problemov, da pridejo do te sklede. Če mačka ali pujsa spustimo nazaj v naravo, bodo znali sami poskrbeti za sebe, se bodo vrnili k naravi, ne bodo podivjali. Pes je toliko udomačen, da ne more poskrbeti za sebe. Človek je brez jasnega cilja z vzrejanjem psa naredil nezmožnega, da poskrbi sam za sebe. Naredili smo ga odvisnega od človeka, da preživi. Ko pes ne ve, kaj ne naredi, poišče naš pogled. V vednost in ravnanje.